Zdaj pa do naše Maše, ki se že mudi v Tivoliju in me prav zanima, kakšna zališča bo vse prinesla s seboj. Maša, lepo pozdravljena. Lep pozdrav tebi, Luka, v studiu in tudi gledalkam in gledalcem. Ja, jaz trenutno sem tukaj v parku, v bistvu tle pri železniški postaji blizu parka Navje. Z menoj pa sta Ana in Primož Godec, ki nam bosta več povedala, kaj lahko nabiramo, katera zališča lahko nabiramo v tem poletnem času, lahko rečemo to sezonsko nabiralništvo, namreč zdaj je narava v razcvetu in tudi marsikatera zališča in marsikaj koristnega lahko naberemo. Lepo pozdravljena. Živjo. Pripeljala sta seboj oziroma prinesla sta seboj tudi tole košarico, ker sta včeraj neke zadeve nabrala. In kaj imamo pa tle noter? Ja, tukaj imamo pa šabeso, ki je lih čez bezga zdajle, ne. Tako da ja, mi da sva lih dober teden nazaj sva jo delala, pa sva malo prehranila še za zdajle. Torej, trenutno je sezona za bezeg. Zakaj vse bezeg lahko uporabimo? Najbrž ni samo za šabeso. Ja, poleg šabese lahko naredimo sirup. Nama je bolj všeč šabesa, v bistvu zato, ker ima ta malo, kako bi tem rekel, malo peneč okus, malo peneča pijača. Je pa tudi bolj fajn je, ker ne vsebuje toliko sladkorja, ki ga večina v bistvu fermentira, ne? Ker je malo bolj zdrav, kot bezgov sirup, na primer. Drugače pa jo uporabljajo tudi v kulinariki. Naprimer, verjetno mrzdo pozna ocvrtke iz bezga, ki namočeš v bistvu bezgove cvetove v tako malo gostejšo maso za palačinke in v sreč na ponvi, ali pa je tudi v palačinke dajo, v omlete dajo bezeg. Tako je kar vse splošno uporabna rastlina, tako v kulinariki kot v zdravilstvu, pa tudi za pijače, ne. Ja, sicer v zdravilstvu pa recimo, da izpostavim, fajn je, da naberemo cvetove, pa jih posušimo, da bomo tako še čez sezono, ko smo bolni, naprimer za povišano telesno temperaturo, ob gripi, prehladu, kašlju, pač vsi ti učinki so značilni za bezeg, tako da za zdravljenje. Potem pa septembra pa iz teh bezgovih cvetov nastanejo bezgove jagode, tudi poznate, take črne izgledajo, te pa moramo prekuhati, zato ker vsebujejo stropeno snov, ja, cianogeni glikozid. In v bistvu zaradi tega so pa fajn, ker vsebuje pa veliko vitamina C, tako da v bistvu je podpora imunskemu sistemu čez zimske mesece, ko se prej prehladimo in zbolimo. Tako da res taka zelo, ne rekla stara rastlina, ampak zelo dolgo tradicijo uporabljamo bezeg, pa že naši predniki so jo zelo radi imeli in v bistvu tudi zelo spoštovali, ker so jo sadili ob hišah, hlevih, še danes vidimo ob kakšnih starih hišah, boste vedno najdeli bezeg. In v bistvu so verjeli, da jih varuje pred boleznimi in celo pred smrtjo, tako da zanimiv, recimo en rek izhaja, pravi, da moraš, ko zagledaš bezgov grm, samo prikloniti oziroma odkriti, dati klobuk dol, pač gospodje v starih časih so verjetno nosili klobuke, tako da samo moraš odkriti in prikloniti, pač v znak spoštovanja. Wow, da se res pokaže to spoštovanje rastlini, ki lahko toliko zdravilnega da. Kje pa se recimo lahko nabira bezeg? Ker bezga je res veliko, vidimo povsod, pa najbrž ni zdaj glih ravno vsaka lokacija primerna, da ga potem tudi uporabimo takole za zdravilne ali pa za uživanje namene. Ja, sej kot verjetno tudi gledalci vejo, pač bezeg raste praktično povsod, ne, sej še dlje mi, da sem se danes peljala tle čez Ljubljano, pa sva najdla par lokacij, kjer raste tako ob cesti. Ja, drugače pa tipično raste tam v kakšnih mejah med travniki, med njivami in travniki, v bistvu, ali pa tako ob kakšni cesti, ne, velikokrat vidimo, ampak ja, ob cesti ga seveda ne bomo nabirali, ker so prisotne razne težke kovine in izpuhi od avtomobilov, tako da idealno je, da gremo nekam stran od ceste, tam, kjer ni prometa in si ga tam naberemo, drugače pa Ob robovih gozdov je v bistvu najbolj primerno, tudi zelo pogosto ga tako najdemo.
Ni toliko onesnaženja. To se je zdaj, ne vem, če ste slišali, ampak to je bilo zdaj slavnostno odprtje šampanca, bezgovega šampanca, bi lahko rekli. No, jaz ne pijem alkohola, tako da meni v resnici šabesa, to je meni vrh, tako da hvala za tole. Si bomo tudi mi malce privoščili, ampak nimata pa danes seboj samo bezga, kar polno košarico imata, pa me mogoče zanima, katere so še tiste rastline pa tiste zelišča, ki so v tem času aktualna za nabiranje. Tele, recimo, ki jih imamo danes s sabo, tudi verjetno gledalci poznajo, se pravi, imamo tukaj recimo arman, takele so navrala z zelo lepimi roza cvetki, ponovadi so take bele, umazano bele. Da je še estetski vidik zadovoljen. Ja. Potem, se lahko pa kažem, torej arman, potem je kopriva. Tale ne peče več tako zelo, ker je bilo včeraj nabrana, tako da je dejansko... Ne, malo pekla prej. Kako pa se nabira koprive, brez da se, opečemo, ali rokavice uporabljate ali kako? Ja, rokavice so pa škarje ponovadi. Čeprav tale, recimo, ki je malo starejša, če tle spodaj primaš, ne bo opekla. Tako res bi se mogel fajn po listih potegniti, da bi opekla. Tako da tudi, če jih dobro spodaj primaš, pa da se ne dotikaš preveč listov, večinoma ne bojo opekle, recimo. Ja. In zakaj vse je, na primer, kopriva dobra? Jaz, na primer, takole iz glave vem, da so vedno pravili, da če te kopriva opeče, je to dobro, ker potem ne boš imel revme. Ampak najbrž ni samo, da te opeče, uporabljamo tudi v pripravi raznih čajev in podobnega. Ima v bistvu veliko železa noter, tako da v prehrani, na primer, je super v prehrani, na primer. Potem pa protivnetne lastnosti ima, tako kot si že rekla, da je v bistvu za revmo fajn, pa za vnetje sečil, pač za različna vnetja. Drugače pa tudi dokazano učinkovitost ima, to je pa sicer korenina koprive pri zdravljenju povečane prostate. Drugače pa res zelo vsestransko uporabo, torej nega kože, nega las, pač pomiri lasišče, naredi lepše lase, za kožo, recimo kot tonik za nečisto kožo, če imaš mozolje. Pa se poznamo v bistvu raznih produktih, v kozmetiki je velikokrat so izvlečki kopriv. V kulinariki, tako kot že Primož rekel, naredimo špinačo, priloge, maso za štruklje, na primer, je zelo fajn. Pa tudi dober je v bistvu, ker vsebuje veliko železa, da ga uživamo recimo takrat, ko krvavimo, recimo ob menstruaciji, da nadomešča izgubo železa. V bistvu si naredimo čaj, tako da je fajn posušiti jo in imaš potem za čez celo sezono. No, to bi pa meni prav prišlo, ko mi primanjkuje železa. Se pravi, kopriva je tisto, kar... Tudi če pijem čaj, dobim s tem železo, če pijem koprivin čaj. Ja, sicer je treba tu potem malo več teh čajev, tako 3 skodelice. Se nalivati s čaji! 3 skodelice na dan, recimo, je drugače priporočljivo. Pač v bistvu niti ne bi smel. Tako da nimam pa zdaj uradnih informacij, koliko dobiš, tudi odvisno je od kje koprive rastejo. Tudi različne so same koprive, ne? Tako je. Se pravi, ostali smo pri košarici. Tole čudovito, kaj ste že rekli, da je tole? Arman. Arman. Najbrž ni samo lep, ne? Zakaj pa njega nabirate? Recimo, ena stvar je zelo se je uporabljalo včasih za želodčne težave, drugače pa deluje tudi protivnetno. V bistvu, jaz bi rekla, za menstrualne krče bi priporočila, tako da zdaj, ko smo skupaj za koprivo, je to taka rožica, ki bi jo recimo dal v mešanico za te krče, poleg plahtice, pa mogoče listov malin. Drugače ima pa arman je tako zelo zanimiv, ker ima teh, kako se reče, tisočerolistni, ker ima take male listke, ki jih je zelo veliko. To je tisto, ki nekateri dajo na perhe spomladi, čist malo ven raste še, to je v bistvu. Pa imenuje se tudi ahilova rastlina, oziroma en del latinskega imena armana je po ahilu, on naj bi jo v bistvu uporabljal za zdravljenje ran, mislim, da sem nekje pravilno zasledil. So pa neke zanimivosti, se pravi, so to uporabljali že
V grških časih, ne? To je res tradicija. Ja. Kaj še imamo v košarci? Potem pa imamo še kamilice, taka, Sem poznane, lepe in dobre. ja, pa tale šentjanževka. No, mogoče šentjanževka je res zdajle tudi aktualna, ker lahko, me koprivo pekla. Pa si rekla prej, da ni več, očitno še ima nekaj. Imajo. Tale šentjanževka recimo je zdajle super, če jo namočimo v olivno olje. Zelo pomaga v bistvu pri opeklinah, se namažemo. Potem je pomembno, da ne gremo na sonce, ker je pa povzroči ta fotosenzibilnost. Drugače pa šentjanževka ima dokazane učinke pri depresiji, se pravi antidepresivne učinke ima in je v bistvu tudi sestavina nekaterih antidepresivov, ampak je treba pa zelo paziti, s katerimi zdravili pač se ne sme kombinirati, ker ima kontraindikacije. Ja, v bistvu je učinkovina, ki je v arniki prisotna, jo uporabljajo v nekaterih šentjanževki, se opravičujem. Ja. Ni problema. Je v bistvu uporabljajo v nekaterih antidepresivih, tako da recimo, če bi pil šentjanževko ali pa če bi uporabljal šentjanževko tinkturo, naprimer, ali pa karkoli šentjanževke, pa še antidepresive zraven jemal, ne bilo dobro, naprimer, bi praktično dvojno dozo. Je to tisto, da pol se že izniči, ne? Ja, tukaj še celo povečaš pač dozo v bistvu, ne. Je pol že, se predoziraš, lahko rečemo. Tako, ja. Hvala, Ana in Primož, za enkrat. Mi bomo šli zdaj na hitro v oglase. Med oglasi bomo mi nazdravili tukaj, oziroma lahko že zdaj nazdravimo, preden gremo v oglase s tole šabeso in se malo osvežili, potem pa se gledamo po oglasih. Čin! In smo že nazaj, lahko še preverimo, kaj vse nam bosta še zagodla Ana in Primož Godec. Trenutno sta zagodla to, da se osvežujemo s tole šabeso in še en metin listek sta vrgla noter takole za okus. Meto sta tudi nabrala, ne? Vsi poznamo metin čaj. Zakaj je vse dobra pa meta? Ja, meto sva v bistvu danes jutri nabrala kar na balkonu, sicer mogoče, mi da jo sicer uporabljava, ker je najin balkon tako malo odmaknen od prometnic, ampak ja, za kaj večje nabiranje čaja bi šla raje nekam iz mesta ven. Meta je pa super v bistvu zato, ker en učinek pomirja, napetost naprimer, ker že se spomnimo ta von in ta metin čaj, ne, že ga vohaš, v bistvu te pomiri. Drugače ima pa največ učinkov v bistvu na želodčne težave, ampak z njo ne smemo pretiravati. V bistvu, če bomo pa preveč mete popili, bomo pa spet želodčne težave. Zaradi mete. Zaradi mete, ja. Prekomerno se želodčna kislina izloči in je v bistvu to problem. Tako da zmerno pa je v redu, ne. Vse je potrebno v zmernih količinah, ne, vsega preveč. Pravijo, odviška glava ne boli, ampak to ni res v resnici, ne. Včasih je potrebno res zmerne količine. Pri vseh čajih to nekako velja, ne. Pač tam tipično se pri večini čajev reče, dajmo 2 do 3 šalice na dan, nekatere pa sploh ne smemo, naprimer, vsak dan. En tak primer je lipa, mogoče kar se to nadaljuje. Lahko. Lipa je v bistvu za prehladna obolenja, se zelo tipično uporablja, ampak nekateri dajejo mešanice, ki se v bistvu dosti lahko naberejo, lipovih dreves je povsod velika, ne. Mogoče malo pokažem, to so v bistvu cvetovi. To so pa skupaj z listi, ne. Nabiramo pa cvetove. In ja, nekateri jo dajejo mešanice in jih pijejo vsak dan, ampak ni preveč dobro v bistvu piti lipo vsak dan, ker lahko povzroči kakšne srčne težave, v bistvu. Tako da je super takrat, ko imamo težave, ko hočemo olajšati kakšna prehladna obolenja, ampak ne pa, da bi to skozi pili. Torej ni nič narobe, če vsak dolgo časa malo popijem kakšen čaj iz lipe, ampak ne vsak dan tako. Se pravi, v bistvu za vsako zadevo, zelišče, rastlino, ki jo naberemo, je prav, da se prej pozanimamo, kako jo uživati in ali je primerno, da jo uživamo v velikih količinah, ali je potrebno vsake toliko časa. In v bistvu tudi vidva sta tako naredila neko platformo, kjer lahko ljudje preverijo, kako in kaj s temi zelišči in rastlinami. Zakaj ste se lotila tega? Glede zaradi tega, ker so imela medva te težave, mislim, pa sej lahko googlaš, pa veliko stvari izveš, ampak videla so v bistvu, da ni nobene spletne strani, ki bi ponujala to rešitev na enem mestu, da bi, recimo tako,
kakor imamo medvo narejeno, da klikneš na eno kategorijo, naprimer prehlad ali pa menstrualni krči in ti v bistvu pokaže vse rastline, ki so namenjene za to težavo. Pa še to v bistvu nama je manjkalo, da so velikokrat zamudila kakšno rastlino, ker pač so bila mogoče takrat bolj busy, niso bila toliko vešča, kaj trenutno raste. In zdaj imamo... In je že odcvetela in je bilo pač konc in je bilo treba 1 leto počakati, tako da so potem v bistvu tudi naredila na tej spletni strani, da imaš... Naberičaj.si. Ja, tako, reklama mora biti, hvala Primož. Ja, da so pač po mesecih razporejene rastline, v bistvu ti klikneš, kaj trenutno naberemo, je že v bistvu na prvi strani, potem pa lahko še po mesecih, da si res na tekočem in ne zgrešiš. Ena pomembna funkcionalnost je to, da midva res se trudva opozarjati na razne te stvari, ki smo govorili, ali ne smemo prekomerno kakšne stvari piti, ali da jo ne smemo vsak dan uživati, kakšne težave lahko povzroči in sva tako kar, ko predstavlja vsako rastlino, sva tako na vrh dala en okvirček s tistimi zelo pomembnimi opozorili, ki jih mora vsak bralec recimo vedeti, preden uporablja določeno rastlino, ker ene imajo kar močne učinkovine in treba paziti. Meni je to tam takoj, da vidijo takoj, ko odprejo, kje morajo paziti. Kje pa drugače vidva nabirata vsa ta zelišča rastline? Katera je vajna priljubljena nabiralska točka? Ja, mi da so v bistvu z Ljubljane, tako da v bistvu ponavadi greva nekam okrog Ljubljane, ne. Je pa to res super v Ljubljani, da praktično v katerokoli smer greš, dokaj hitro, ne vem, s kolesom praktično, ne, prideš do nekih hribov, kjer je manj cest, manj prometa, manj onesnaženja recimo in naprimer midva velikokrat skočiva malo bolj vzhodno proti Posavskemu hribovju, naprimer že vzhodno od Zaloga, tam je zelo hribovito rata, ne, pa se tam marsikaj najde, pa dosti neokrnjeno je v bistvu. Drugače pa je praktično v kjerokoli smer, nekatere stvari pa tudi ko nabereva, ker greva na kakšen pohod v hribe, naprimer, ker obstajajo neke določene rastline, naprimer plahtica, ki jo tam, ki mi da naberava, ne zaslediva, ampak je pa v hribih se jo najde. Seveda je treba, mogoče če to še opozoriva, v hribih paziti, da se ne nabira povsod, naprimer Triglavski narodni park. Boste imeli probleme, če vas dovidi, da tam nabirate, ne? Tako, ja. Pa tudi drugod, ko nabiramo, sej ne samo v Triglavskem narodnem parku, tam je izrecno prepovedano, ampak tudi drugod, ko nabiramo, moramo res paziti, da ne uničimo rastišča, da poberemo samo del rastlin, ne vseh, ne, pač to mi da zelo opozarjava v bistvu, da uporabimo škarje, da ne zruvamo korenin, naprimer, ko nabiramo materino dušico, ne, se zelo rado potegne ven in... Arman je to taka rastlina, ker če nimaš škarje s sabo, pač zruvaš s korenino, lahko prelomeš, no, ampak pazljiv moraš biti. Tako treba nabirati trajnostno, kjerkoli že nabiramo, ne, da bo tudi ostalo za naprej, ne, da vse poberemo. Tako. Se pravi, zmernost tudi v nabiranju, ne samo v uporabi potem, ne? Seveda, pa tudi naberemo vedno toliko, kar mi potrebujemo za eno sezono. Če smo ugotovili, da nekatere rastline nismo vse porabili v enem letu, ja bomo naslednje leto manj nabrati. Ne. Vidva sta si že nabrala zalogo? Ja, pač postopoma nabirava, se pravi, začela sva s temi spomladanskimi rastlinami, kot so trobentice, vijolice, pljučnik, pa smrekove vršičke. Sva ene 3 dni, ki je bilo dejansko v maju, ni bilo dežja, pač ko moraš v bistvu počakati kakšen dan. V maju ni bilo glih za nabiralništvo primerno vreme, ja? Ne, tako da takrat sva uspela nabrati vršičke. Potem pa se bova zdajle počasno. Tudi te rastline, ki jih imava s sabo, tudi če preko poletja večinoma rastejo. Ali pa recimo koprive je ena rastlina, ki če jo nabereš zgodaj spomladi, lahko celo rastlino nabereš, se pravi, ne vem, porežeš spodaj, medtem ko kasneje, v naslednjih mesecih pa pač trgaš samo še listke, brez stebla, pa vršičke tudi, ne. Tako da v bistvu se da malo prilagoditi. Je pa verjetno pri tistih, ki se pa komercialno s tem ukvarjajo, so pa res imeli težave zdaj v taki sezoni. Ja. Pa je v bistvu pomembno tudi, kdaj nabiramo rastline, v katerem delu dneva, kakšno je vreme, vse to? Ja, je pomembno. Fajn je, da recimo sploh tiste cvetoče rastline, da jih nabiramo potem, ko 2 dni ne dežuje, zato da je res dovolj učinkovine v rastlinah, a ne. Pa seveda ne nabiramo zjutraj, ko je še rosno, ko je manj učinkovin, ko še niso cvetovi tako razprti, mogoče. Najbolje je, da nabiramo tam nekje sred dneva, ki se ima odvisno od vsake rastline posebej, ampak tam kar generalno neko pravilo tam sred dneva, popoldne pa tudi že, če je sončen dan,
lahko pa tudi so nekako spet manj učinkovin, ker se nekako, ko bi rekel po domači, rekel sonce posuši. Eterična olja v bistvu izhlapevajo na višjih temperaturah, tako da mi moramo ujeti takrat zjutraj, ko še ni rasa, pa ko je glih toliko sonca, da se pravi, tako ga Primož rekel, da so cvetovi razpravljeni, tudi tam nekje okrog 12 ure, potem kasneje pa že prevroče in eterična olja bolj izhlapevajo pri tistih rastlinah, ki vsebujejo več eteričnih olj. Sicer pa recimo mogoče za korenine, da še poveva, je pa tudi tako bolj generalno pravilo, da se pa v jeseni nabere, ker takrat grejo pa te učinkovine v korenine, ko ni več te rasti, cvetenja in ja, pač te neke napotke glavne in to se tudi najdejo na najni spletni strani. Naberi čaj.si. Se pravi, za korenine bo treba še malce počakati na jesen. Kakšen pa imata vidva sistem nabiranja? Si vidva, ko se odločite, ok, danes greva nabirati, si data seznam, kaj boste nabirala ali greste pač na določeno mesto in vidite, kaj vse je tam že? Ponavadi je bolj to drugo oziroma ali pa celo s potoma, pač greva v kakšne hribe, pa kaj vidva, pa nabereva, seveda pač prej pač to nabereva v primeru, da je bilo lepo vreme prej, naprimer, ampak ja, bolj tako, redko kdaj se res odločava, ok, da greva pa točno tisto nabrati, ok, razen v primeru bezga, ker smo vedeli, zdaj cveti bezga, greva bezg nabrati, ja, ker sva ga res rabila, naprimer, ker sva hotela določene izdelke še narediti in tako, drugače pa tipično greva moče bolj spotoma še nabereva te stvari, ko greva nekšen izlet ali pa tako. Ni tako, kot da si narediš seznam za v trgovino, to pa. Pa imate sicer kakšno morda anekdoto iz nabiranja? Ste kdaj nabrala nekaj, kar ste mislili, da je ena zadeva, pa ste potem prišla domov, pa ste ugotovila, da je to nekaj čisto drugega? To mislim, da ne, ker ponovadi res naberajo stvari, ki jih poznava, ne? Ampak mogoče ena anekdota, pač se res lotva tega nabiralništva, ker povsod, naprimer enkrat, 2 leti nazaj, ko sva šla na kolesarsko potovanje, sva pač poleg tega, da res nismo imela veliko prtljage, če si predstavljate, pač torbe kolesarske, sva zraven še zelišča nabirala, ker sva jih pač najdla tam, kjer sva potovala in potem sva jih sušila. Se spomnim, kaj bi že ti sprejela Soriški planini na vrh, ker sem bila več res utrujena od par ur rinjanja po klancu in potem je Primož razprostrl tisto zelišče, jih je sušil, jaz sem spala zraven. Ja, ni bil najbolj pravilni način sušenja, ker so sušila na soncu in zdaj, ker smo malo bolj o tem veva, da to sploh ni pravilno, tako je treba sušiti na podstrešju, naprimer, oziroma nekje, kjer je temno pa toplo, tako. Do 40 stopinj, tam nekaj 40 stopinj je najbolj priporočljiva temperatura za sušenje. Pač še više spet lahko že izhlapevajo eterično olje in pač čim hitreje tudi to sušenje poteka. Se pravi, vidva v bistvu res nabirate povsod, kjer najdete tudi, če nimate takrat primerne opreme, recimo temu seboj. Kaj pa bi svetovala mogoče tistim, ki se, takole za konec, ki se šele zdaj recimo začenjajo zanimati za nabiranje rastlin in zelišč in so še čisti začetniki, en nasvet, kako se lotiti vsega? Tako, pač kar pogumno, tako ni nič tako komplicirano. Na stran. Ja, fajn je, da mogoče, da se res mogoče pozanimajo prej od določenih rastlin, prej naberejo, ok, se ene stvari že tako poznamo od starih staršev ali pa staršev, ki jih nabirajo, ampak da se fajn resmo malo pozanimati prej o rastlini, kako se jo pravilno nabere, kdaj resmo, kateri del dneva pravilno nabrati, tako da to naredimo najbolj pravilen način, pa da vemo, da jo bomo uporabili, pač to je zelo pomembno. Pa mogoče, da grejo s kom, ki se spozna na te rastline, pač se tega je v bistvu veliko zeliščarskih skupin, delavnic v bistvu zeliščarskih, ki tam pač da razložijo, kako izgleda rastlina, da greš skupaj nabrati, glih če sam se lotiti, ker pač eni ljudje bodo res zamešali, pač veliko rastlin si je med sabo podobnih in če nisi res pozoren na vse malenkosti, na liste, na cvetove, pač lahko zamešaš in je pa ta stvar kar komplicirana, da se prilah do zastrupitev nenazadnje, tako da je treba pazljivost. Previdnost ni nikoli odveč. Hvala, Ana in Primož. Obiščite tudi spletno stran
čaj.si. In mi bomo še malce tele šabese spili, ker z njo se pa ne moš predozirati, ne? Nekaj malega alkohola sicer ima, ampak je zelo zanemarljivo. Tako da na zdravje ponovno, upam, da tudi vi uživate v kakem kozarcu šabese, morda takšne, ki ste jo naredili iz beska, ki ste ga sami nabrali. Če ne zdaj, pa kdaj drugič, tale prispevek vam bo pomagal. Mi gremo zdaj v oglase, po oglasih pa nazaj v studio. Se gledamo!